Pozdravljeni na literarni postaji Mariborske knjižnice, na kateri založba Pivec gosti svojega avtorja Branka Gradišnika, pisatelja, prevajalca, publicista, maratonca, gojitelja in ljubitelja psov, pisca priročnikov za medosebne odnose, za zdravje in še marsikaj, izumitelja literarnega žanra imenovanega fotoroman. In v okviru tega žanra bomo predstavili tudi njegovi zadnji dve deli, ki ste išli pri založbi Pivec, Mi mlajši logarji in pa Julija Augusta, to sta potopisa, fotoromana po Zakavkazju in zahodu Združenih držav Amerike. Pozdravljam Branka Gradišnika tukaj v Mariboru. Hvala. Večkrat si zdaj v Mariboru, tukaj, ko imaš založbo, pa se morda za začetek vrniva k temu družinskemu pedigreju. Tvoj oče... Tam tudi še strica živega. V Mariboru, ne? 80 let starega, ja. Torej, oče Janez Gradišnik je bil znan jezikoslovec, prevajalec. Prevajal je iz številnih jezikov, iz angleščine, francoščine, nemščine, ruščine, hrvaščine, srbščine in človek ima občutek, da je prevedel v slovenščino skoraj pol takrat živih in mrtvih klasikov. Ja, saj najbrž je res. Ja. Pa me zanima, koliko je pač to družinsko okolje vplivalo na tvojo pot, koliko te oče socializiral v te jezikoslovne, prevajalske, literarne vode? Ni me socializiral, ampak to je tako, ne. Mi imamo, vsak človek ima 200 krogotočij v možganih, ki jih zapolni, ne. In vsako krogotočje ti omogoči neko specialnost. Eno je, ne vem, za seks, eno je za pobiranje jagod. In seveda, če odraščaš v taki hiši, kakor je bila naša, potem pač eno ali pa več teh krogotočij namenjaš branju, besedovanju in tako naprej, ne. Tako da recimo, v hiši se je res govorilo tako, da ko sem prišel v prvi razred, so me takoj začeli vsi garbati sošolci, zato ker sem govoril pravilno slovensko, ne. Sploh nisem vedel za ljubljanščino, ne. Že mama je bila taka, da me je držala malo v socialni izolaciji, ne. Poleg tega me je mama nesla torbo prvi dan, ne, in takoj se je rekla, Torbič. In tako se je začelo, pač, da mi ni ostalo kaj dosti drugega, ker da sem se zatekel spet v Fotorovo knjižnico in sem potem bral. Imel sem pa to srečo, sam sem se naučil brati, sem imel 5 let starejšega brata, se ga ima še. In kakor je on delal neke naloge, sem se jaz naučil. Tako da v začetku sem se naučil brati črke na glavo postavljene, ker sva bila čez mizo, ne. In kar mi je zelo prav prišlo enkrat, ko so me na policiji na Udbi zasliševali in sem jaz lahko vidno prebral naslednje vprašanje, ko ga je imel napisano, da se pripravil na to, kaj bom odgovarjal. To je čista resnica. No, in oče je bil tak, ker je bil on toliko zatopljen v knjige, nič drugega praktično ni počel. Nekoč na stara leta mi enkrat rekel, veš kaj, tako hitro je šlo, pa je tako malo gib naredil, ne, češ da je skozi tipko, ne. Ni videl, kaj jaz tam počnem za njegovim hrbtom, tako rekoč, ne, in jaz sem si pobiral knjige brez kakšne selektivne metode, ki je bila primerna za mladež, ne, tako da sem bral recimo Idiota, vem, da sem začel brati pri 11, pa sem rekel, to je idiot, ampak Bese sem prebral pri 13 prvič z velikim veseljem, pa tako, no. Pri 9, 10 sem bral Stendhala, Balzaca, ampak ostalo mi je bolj opisi sob in garderobe, kako so se oblačili, pa tako ne. Nisem pa opazil, recimo, ker je bila ljubezenska zgodba, Vzgoja srca, recimo, sploh nisem porajtal, da gre za neko ljubezensko zgodbo, ne. Tako da, pač, ampak v glavnem, noč sem prišel, ne, in potem je pač to isto, kot s čevapčičarji ali pa z izdelovalci baklav, naslediš od očeta obrt in nimaš kaj, pač nadaljuješ, ne. Lahko se samo definiraš v razmerju do tega, kako je oče prevajal, ne, lahko drugače prevajaš. Ne moreš pa dosti, ne greš pa v kontrascenarij, da boš zdaj bizone vložil, recimo, ki jih ni več. Katera knjiga pa je bila prva, ki te, ne vem, presunila, ki se ti je zažrla, recimo, v bralsko dušo? Najraje so me glih očitale 3 kraljeve opice, Čarodejna kreda. Te knjige, ne spomnim se, a jih je to oče kdaj nam bral, mislim, da ne, jaz sem se moral naučiti tako brati. Spomnim se, da me je vodil, ker ni verjel, da sem
prva knjiga, ki je res bila šok tudi za očeta, je bila njegov Herman Volk, Upor na ladji Kej. Ker so se enkrat pogovarjali, jaz sem se naučil brati, ampak tega nihče ni vedel. Jaz pa tudi nisem vedel, da je to kakšna posebnost. In se spominjam, ne, smo že hodili na sprehode, pa sem jaz že bral lahko, ne, Nama, Daj, Dam, in tako naprej, tam so bile razne napisi, ne, Cankarjeva. Najprej sem znal sicer samo velike črke. In potem je v enem hipu je on omenil Hermana Volka nekomu. In jaz sem rekel, Upor na ladji Cajne. In on je rekel, kakšno Upor na ladji Cajne, kje ste videli? In jaz sem šel v knjižni polici in sem pokazal njegov prevod, Upor na ladji Kej. In potem je on me preverjal, tako smo šli na sprehod, pa je rekel, kaj tam piše, pa tako. Pa sem kar dobro odgovarjal. To je bil ta Upor na ladji Kej, kako mi je ravno to takrat padlo, da sem to rekel, ne vem. Drugače sem pa bral, najraje sem pa bral sveda. Trikele opice so bile po mojem, to je bilo treba spet ponatisniti. Ampak, to je bila iniciacija, kaj pa potem recimo v tem obdobju srednje šole, tam je bil pa že času... tip-top humor, pa seksi šale, pa tako, da je normalno, ne. Da spada v puberteto. Bral sem brez diskriminacije, res bral sem vse, bil sem tak schizoiden tipček, doma sem do 2-3 zjutraj bral, skrival sem eno baterijo pod odejo, če so me kontrolirali, da pač oče vedno prišel in rekel, poslušaj, spanje pred polnočjo je edino, ki kaj zaleže, ne. In mogoče se je sam tega držal, je pa vstajal ob 3:30 zjutraj, ne, si vedno slišal štropotanje njegovega pisalnega stroja. Ne vem, ne znam ti povedati. Potopisov vem, da nisem bral. No. Ja, bral sem, Žila Verna, pol Karl Maja. To je v srednji šoli, ampak potem konec 60-ih, ko si bil študent, je bilo eno tako vrvenje, študentsko gibanje, številni dogodki po Evropi, ki so spreminjali mišljenje. Najbrž tudi določena vrsta literature. Vidite, kako imamo. A veš kaj, nisem bil toliko, sem bil pošten do vsakega sebe, da se nisem delal, da bi bil kaj posebenega. Sem pa bral Kafko, Kafka mi je bil zelo dober zgled, pa ga zelo cenim. Zelo ga cenim, ker nikogar ni bilo, ki bi znal na tak metaforičen način povedati, kako slabo se počuti. In po drugi strani mi je pa sumljiv, ne, zaradi tega, ker je toliko ljudi mladih, ki bi mogli samo na sprehod v gostiti ali pa si psa omisliti, oni berejo pa Kafko, pa rečejo, pač, tako je, tmurina, ne, Kafka je imel prav, ne, pa si kaj naredijo mogoče tudi, ne vem, no, v glavnem, pa takrat je bil bolj moden, ne, ampak danes še vedno, če ga berem, so ene zgodbe tam v kazenski koloniji in tako naprej. Vse klapa. Enkrat sem šel na rektalni pregled v Lizboni, potem, ko sem imel ognojek, perianalni, reče temu ognojek, in so me dali na en tak stroj, ker ga ne morem drugače opisati, kot da je to tisti stroj, ki je v kazenski koloniji vpisoval, vtipkaval obsodbo, ne, v kožo obsojenca. S to razliko, no, da ko sem prišel domov, zvečer sem hotel brati in nisem imel očal, sem imel popolnoma pomečkana očala. In potem se je skazalo, da seveda, ker sem mislil, da bom čakal pri zdravniku, sem v čakalnici se usedel, da bom bral, ne, tako so me pa not poklicali, in ko so me dali na tisti stroj, kjer moraš klečati. Zdaj lahko malo se pokažem, moraš klečati, stroj pa pride malo od spredi, malo od zadaj, tisti zadnji del pa tak, kot tisti nastavek za hot doge, polniti z kumarami, pa z zimfom. In tisti sem dobil pač perianalno in tudi analno. In očitno je bilo tako neprijetno, da sem špegle zlomil, ne. Tako sem bežal pred tem pregledom. No, tako da, to je, kar se tiče Kafke, ne. Drugače pa bil že pol Dostojevski. Dostojevski me je čisto vrgel in še zdaj mislim, da nihče ni presegel. On je bil, patološko je bil zaznamovan, ampak se je upal v tej patologiji pisati. Kdor bere njegove pisateljske dnevnike
vidi, kaj vse si je upal. Ne? In edino pač Staroginove izpovedi, recimo, je bila objavljena šele 41 let po njegovi smrti. Zato, ker pač roman bi jo nujno potreboval, ne? Brez tega poglavja, to je vse veste, kaj je to poglavje, tisti deklici, pa v tistem rdečem pajkicu, pa v tisti omelu v vedru, o zlorabi. Ne? Brez tega pač knjiga veliko izgubi. No, v glavnem, to. Vmes sem pa bral tiste, oni so rekli, da jaz ne berem knjig, da berem knjižnice. Ne? Delavsko knjižnico sem vedno hodil, Dominika Smoleta je bila žena Zdenka, ki jo strašno rad sem imel. In sem hodil leta in leta, taka lepotica, pa dobra oseba. Zelo mi je pomagala, ona Naked Ape, recimo, Desmonda Morrisa, je ona priporočila mi, pa tako naprej, ne, ker sem bil star 14-15 let. Ne. Tako da, malo sem se dal voditi. Skratka, napajal si se pri klasikih in to odličnih, Dostojevskemu, Kafki. No, tudi Casanova se spomnim, da je bil večkrat izposojen. Ne samo literarno ali biblijskih razlogov. Ampak razumljivih in upravičenih razlogov v tistem obdobju. Ilustracije se bile tudi. Kdaj pa je bil potem tisti klik, da si iz bralca postal tudi pisec? Ja, to je bilo tudi zelo hitro. Pa to je tako nekaj, imaš brata, brat je pozneje, znam prevajalec. Brat Bogdan. Ja, znam prevajalec, ampak v začetku je pa pisanje pesmi. Mislim, da so prav dobre pesmi. In takrat, ko je on začel, on imel neki svoj krog, Milenko Matanovič, Dušan Merhar, Škrc, potem je bil tale Samo Simčič, ki je pozneje napisal neki Trije gospodarji in trije hlapci, kako je bilo Pesjan in trije hlapci. So bili tako pač ljudje, ki so imeli zvezo z Markom Pogačnikom, se pravi, ki je takrat delal zelo dobre, take na pol kipe, na pol slike s prstnimi odtisi, pa z enimi pesmimi, na poti za Dajlo, ni poti. In tako, in jaz sem pa se silil, ne, grozen rad sem imel svojega brata in kar je on počel, sem hotel jaz početi. On je začel pri 15 kaditi, jaz sem začel pri 10, ki smo tako mlajši. On je začel pri mogoče 17 pit, jaz sem pri 12 že bil alkoholik. In tako naprej. In med drugim sem začel tudi pisati pol, ne. Tako da začel sem in sem dobro intuitivno se, kaj lahko piše človek, ki je star 13 let. Ne vem, če lahko kaj res pametnega napiše. Jaz sem si pač takrat zmišljeval. In v zmišljevanje spomnim se, da sem napisal 2 drami, taki enodejanki. V eni so se menihi spreminjali v kipe, pač en menih je kar okamnel nekako, pa ga je bilo treba pa tisto truplo nekam spraviti, pa tako naprej, da ne bilo. Pa to je bila kar neka taka virusna epidemija, ne. V eni drugi zgodbi je pa en gangster bežal pred roko pravice, pa je šel v eno staro zabito bajto, noter je bila pa ena nora družina, ki je pričakovala konec sveta. In so mislili, da je on odrešenik nekak in ga pol križajo tam. Niso bile tako slabe, torej spomnim se, da Taras, Krmovnar, pa Veljko Rus, pa tam Peter Božič, recimo, to je en tak krog perspektivašev takrat, ki sem ga jaz tudi obiskal, pa tako oni so to brali, pa so govorili. Beckett, to je čisti Beckett. Res, ne. Potem pa Sašo Šrot, ne vem, če je še živ, je ustanovil neko gledališče Antena, ali Oder Antena in si je sposodil te tekste in jih nikoli več vrnil in tudi jih je rekel, da jih je pač nekaj zelo... Torej so izgubljeni. Ja, to je zgodni teksti. Nekoč se bojo našli. Ja. Ko bojo pričali, da je to, da si nisem saj izmislil, no, v tem intervjuju nič, ne. Tako da pač težava z izmišljanjem je to, težava s fantazijo, no, zdaj lahko preidem malo na bolj strokovno. Pa mogoče tem malo še kasneje, dajmo še malo do tistega preloma v tvoji poetiki. Bistvo je to, da pač dokler pišeš iz fantazije, se moraš nekaj izmišljati. In to nima nobene veze. Tle je samo notranji svet, ki je pač popolnoma odrezan od zunanje realnosti. Ko pa dobiš imaginacijo, če jo lahko dobro streniraš, pa tako, imaš pa stičišče med zunanjim in notranjim svetom, pa se pravi oplaja eno drugo, pa pride do enih takih zelo zanimivih učinkov, ki mislim, da so fajn. No. In jaz sem pol
v enem hipu sem nehal se ukvarjati s fantazijo. Ne. Z fikcijo, z izmišljanjem. Samo še za imaginacijo ogrel. Ja. Neč to tako. Ampak prvo tako delo, pomembnejše v tvoji mladosti, si napisal skupaj z Filetom, seveda, Emilom sem bil Filipčičem. Ja, s Filipčičem, to sem bil popolnoma prestrašen človek, ne. Zelo fajn, da bila sva prijatelja že tudi odprej, ne. On je bil, hodil sem na Prežih govornice, takrat je bilo dovoljeno nekako, da je intelektualna elita svoje otroke spravljala v isti razred, ne. Jaz sem se sicer upiral, jaz nisem hotel, smo očeta rekel, a hočeš tako kot Bogdan iti na klasično? Pa sem rekel, ne, ker sem že od Bogdana dovolj slišal, kako je tam. Ampak, ko sem pa prišel razred, se je pa izkazalo, da so me proti moji volji, me oče ali pa tudi mama, no, sta me upisala na klasično. Ampak je bil pa tam Uroš Kalčič, ki je zdaj umrl, to so bili sošolci, Jure Detela, ki je umrl pač že zdavnaj kot svetnik in genij. Jaša Zlobec, ki je zdaj je že dovolj časa, 10 let skoraj, ko je umrl. En kup ljudi je bilo, Mladen Dolarjem ali pozneje prišel, pa tako no, Lev, Menaše, so bili tudi taki, ki so nekaj naredili v akademskem pogledu, ne. Tako da je bila močna ekipa. File je bil pa v C razredu, jaz sem se pa distanciral od A-jevcev. C razred je bil pa brez latinščine, pa tako, pa smo taka, lumpi, ne, pa smo kadili pa to. In potem sem se jaz vedno z njim družil in on je imel pa svoj smisel za humor, zelo lepo razvit, sem napisal eno verzijo imam doma, ki je dosti bolj smešna od tiste, ki so jo pol izdala. To je vedno tako, da postaneš pretenciozen, a veš, pa začneš literarizirati. Ta prva je bila popolnoma genialna in tak politična burleska. Kerubini se je imenovala. Izšla je 7 let. Torej, naslov romana je Kerubini, Ja. išel pa je pod psevdonimom, je Jožef Paganel, ja. Je bil Faganel. Najprej kar sva objavljala, so se kot Faganel, pa je pa Jožef Faganel znoril, od katerega sem se jaz dejansko ime sposodil, zato ker je igral, ja, pa je bil urednik, je bil pri Mohorjevi, ne, zdaj je že v pokoju, ne, on je znoril potem, ne, ko so ljudje hodili k njemu, pa so zdaj, ti kva si pa spet to, kva si pa to pisal, ne. To je bila ena zgodba Brazilija, zelo dobra, o enem violinistu, sveda sem se zmislil Faganela, ne, ki je Faganel tudi violino igral, ne, in pride, da bo koncertiral v Braziliji, pa tako, ne. To je bila ena zelo smešna, pa je bila ena Krajač brez hlač. Ti so bili zelo dobri teksti, po mojem. Pa je oče moj rekel, poslušaj, pa spremeni samo eno črko, pa naj bo Paganel, kot je Paganel, ki je v Žilu Vernu otroka kapitana Granta, tak zmešan znanstvenik. V redu, pa smo to spremenili. To je bilo zelo luštno. Vsak dan sva pisala 3-4 ure, oba sva bila kadilca. Če nama ni šlo, sva se zmislila neke svoje posebne igrice z žogo, ali pa recimo, da si metu. Vsak imel... Takrat so se nosili tako, za takle parket si mogel imeti neke krpe, take iz polsti. In vsak imel svojo krpo iz polsti in vsak imel škatlico v žigalci in si mogel metati, ne, gol je bil, če je škatlica ostala na tistem polstenem delčku, ne. Tak, zelo prijetni časi so bili. Pa sem se poročil, pa moja prva žena je bila pa zelo stroga, kar se tiče stikov z bratci pivskimi in tako, ne, in je to zelo omejila, pa tudi napisala sem. Emil Filipčič je eden od temeljnih kamnov sodobnega slovenskega humorja, ustanovitelj Radio Gaga skupaj s Sašom Hribarjem. Ludizem je bila literarna najna smer takrat. Ampak nekako nečisto pa pisala to skupaj? Ja, jaz sem tipko. On pa narekoval? Ne, je šlo, ne vem, težko je reči. On je imel pa, to je tako kot brata Goncourt, ne, brata Goncourt sta, en je bil doma, pa je čuval rokopise, da jih kdo ne ukrade, drugi je pa laufal po uredništvih, da prepriča koga, da objavijo, ne. Nekaj podobnega je bilo. On je imel svinčnik vedno, to je o tem svinčniku velikrat pisal, ne, neko tako, to je tik, OCD-jevski, ne, naš svinčnik je vedno mogel vrteti po rokah, ne, drugače ni mogel se nadzmisliti. Jaz pa ne vem, jaz sem pa tam tipkaril. Nisva imela teh artističnih nesoglasij, ne. Sva ujela, včasih sva isti stavek hkrati rekla naprej, kako bo pa tako. Jaz sem imel malo bolj šumoštarski, on je imel malo bolj vulgaren, ne.
Pa jaz sem se pozneje to znebil tega šolboštrščine, mislim, da tudi, se pravi, da je vpliv name. Se je pa tu pojavil humor, kot neka stalnica v potem tvojem vsem nadaljnjem pisanju. Ja. Milčinskega sem grozno rad bral. Milčinski je veliki slovenski pisatelj, to se zme. Noče priznati, ker humor tako slabo ceni. Ja, v Sloveniji je humor stigmatiziran, dosti kot literatura. Glava ustrel, pa nekaj pisatelj. Preživeti moraš, ne? Si pa hkrati spremljal tudi vse te literarne tokove, ki so tisti čas obstajali. Potem ste sledili tudi 2 metafikcijski zbirki. Ne? Ja, tisti je bilo tam je bilo že tako. Do Zemlja, tam sem jaz še bil blefer. Za bleferja označujem vsakega, ki se usede za pisalni stroj, pa mora študirati, kaj ne piše. Ne? Pa gre malo tam v knjižnico, pa knjige, pa malo pogleda. Tudi mislim, da v času še, da je vsaj ena zgodba, ki sem jo pri Borgesu našel, ki je ni taka zgodba, no? Ampak struktura zgodbe je bila taka, kot je Borges opisuje strukturo zgodbe od enega Argentinca, ki ga je sploh nikoli v življenju nisem niti slišal, niti videl njegovih knjig, ampak se spomnim, da sem uporabil strukturo. To, ne vem, kako se je imenovala zgodba. Niti njegova še za svojo, ne vem. Tako da, to je bleferstvo. Ti si s temi deli bil uspešen, ne? Tudi nagrada Prešernovega sklada. Zemlja sem pa, tam sem moral pa že malo stopati v realnost. Mislim, da malo mi je ratval, zaradi tega, ker že naslov je bil izbran kot neko oponiranje Švabičevemu bleferstvu. Ne? Švabiča sem poznal osebno, pa tako, no, in on je imel sonce, vsi so takrat braco Rota, pa Švabič je največji slovenski pisatelj. Ne? No, meni je šlo to malo na živce, ker sem vedel, na kakšen način to nastaja, da je tam en čist navaden dogodek, ki ga on transformira, ne? Da neke šifre, ki potem to spremenijo, potem pa to se dela v poeziji. V poeziji človek ima eno misel za povedati, potem jo pa proba zakriti, v moderni abstraktni poeziji, pa jo pa proba zakriti, to je stiska jezika. Grafonavarja. Pa jo proba zakriti, pa so pa bralci, ki so zmožni to dešifrirati, se počutijo zelo pomembne. Pa ta pomembnost se pa seli na pesnika potem. No, in to mi je šlo na živce, sem dal zemlja, češ, da se bližamo na zemljo. In knjiga je bila tako koncipirana, da ta zadnji teksti, mislim, so bili zelo že človeški. Tam nekje opisujem noč, kako sem bil spočet, kako sta foter pa mama. Sem videl, da tisti dan so mogli biti tam nekje na madžarski meji že en incident iz Sovjetske zveze, a bojo udarili, a ne bojo udarili. To je bilo polet 50. leta. In tisti je bilo kar v redu. Za naslednjo mistifikcije, to je pa tako izrazito nepostmodernistična knjiga. Postmodernistična knjiga. Čeprav je vsa smišna, čeprav sem jo... Ja, zaradi tega, ker tam sem jaz obračunaval, tam sem imel eno zgodbo, ki se imenuje Temna reka. In je sestavljena iz 3 zgodb. Vse so bile nagrajene takrat naši razgledi. V eni skozi sem obračunaval z izmišljanjem. In ni bilo to tako simpel narediti. V prvi zgodbi seveda so bili to literarni prijemi. V prvi zgodbi sam na koncu zgodbe priznam, da ni Toni Dovžan, je bilo ime en urednik, ampak da sem jaz sem tisti, ki je najebal. Ne? Ker na koncu sprejemam nase tisto pač krivdo. Ne? Zgodba opisuje enega sofisticiranega literarnega urednika, ki zavrača enemu navadnemu delavcu njegove nekultivirane in dejansko literarno nezahtevne in slabe tekste. Ne? Ampak on ima prav, delavec ima prav. In v zadnji zgodbi Etiopija, ki je povezana z takrat etiopsko lakoto, stradežem, pa z nekimi akcijami We are the world in tako naprej, tam se konča, da na koncu ta Toni Dovžan gre kulmu in ga on zapre v svojo proizvodno halo v klet nekam za 3 dni, ker ta
Urednik ima idejo, ja, vse je v idejah, ne, kako bojo tej Etiopiji pomagali. No. Un tipček, ki mu je ime Konrad Gribaškin, ali kako to je bil Branko Gradišnik, pač ne, normalno. On ga potem, da mu pokaže, kako je, ga brez vode pa hrane pusti in ta pride do nekega presvetljenja. Se pravi, to je bilo čisto očitno, da jaz stojim na strani, simpatiziram z realnostjo proti teh izmišljam. Ampak imel sem pa ta talent, da sem znal mutiti, ne. Da sem znal postavljati, tam so 4, recimo, še en Janko Glavar, pa Jožef Paganel, pa ne, tako da je bila knjiga, nekateri so pisali, da to so 4 avtorji, pa tako nisem noben opazil, da so to je še vedno, ni dolg tega, zato tudi vem, kako je, zato ker ni dolg tega, ko sem to bral. In mislim, da je bila blazno dobra knjiga, ampak noben ni razumel, vsi jo imajo za temelj postmodernizma. To je obračun s postmodernizmom. Po postmodernizmu pa torej je bil po tej knjigi prelom v tvojem ustvarjanju, v tvoji poetiki, konec izmišljije. Ja, to je bilo 87. leta, jaz sem že vse od leta 83, ko sem jih opit, sem se zaobljubil, da bom govoril resnico, da ne bom nikoli več blefiral. Opazil sem, da sem blefer. Ne? Zato jaz lahko rečem to vsi, kako Branko se je. Ja, blefer sem bil, tudi alkoholik sem bil, čeprav pravijo, Brane, če si bil pa ti alkoholik, kaj smo bili pa mi? Ne? Potem je to šlo, 4 leta se je to... Si se tudi ločil v tistem času? Ne še. Prej sem se mogel naučiti teči, začel sem teči. Znašel sem se v Angliji v socialni izolaciji z družino. Jaz sem zelo rad družinski človek sem bil. In bi tudi ostal s prvo ženo, če bi bila mi ona malo pripravljena slediti. To ni šlo. Iz razlogov, ki zdaj ne morem tle razgrinjati. In potem sem jaz, že ko sem začel teči v Angliji, sem vedel, da ne tečem samo zaradi nekega potrebe po zdravju, v zdravem duhu, v zdravem telesu, ampak da tudi treniram za pobeg iz zakona. In tam v Angliji sem jaz v nekem pogovoru, v nekem sprehodu povedal, da se bom ločil, če mi ne bo sledila, tako se je pač to zgodil. Potem je šlo pa zelo hitro, 89 sem bil že, krat sem se pa od 82 sem se pa izobraževal na pa avtoterapevtskem področju pa tako naprej. Nič drugega nisem več bral, 8 let sem bral samo to, ne. In sem res po mojem na akademskem nivoju močan. Potem si se spet vrnil k pisanju, drugačne vrste pisanju, ampak si mogel najti nek izrazni način. Zdaj so pa pri potopisih. Če si rečeš, da ne boš nič, čeprav jaz sem pozneje našel Goetheja, pa tako naprej, sem našel ljudi, ki so prav to, ali pa Wordsworth, zdaj, ki ga sem prevajal za naslednji naš potopis, ki je iz Lake Districta. Odrekel sem se izmišljije, ne. Ampak kaj ti pol ostane? Če hočeš govoriti samo tisto, kar misliš, da je res, moraš preklet gledati na to, kaj boš napisal za to, da bojo ljudje brali. In ljudje berejo po moji logiki samo dve vrsti pisanja. Eno je literatura, v glavnem to tudi plasiramo, ne samo žanri. Eno so knjige o zelo navadnem človeku, kakršen je bralec, ki se mu dogajajo zelo nenavadne reči. Bralec se identificira z glavnim likom in uživa, ker se njemu dogajajo nenavadne reči in je to super. In to imaš vse, od Ljubičev do, ne vem, romanov pa do zelo resnih, ne vem, Lektor v Ljubljani ali pa, ne, recimo Hoffman. Ta druga je pa, da opisujejo zelo navadne stvari, kakršne se dogajajo bralcem, ampak jih opisujejo, jih ozirajo skozi zelo nenavadne oči, zelo nenavadnega človeka, nenavadnih možganov. Ker potem se tile spet lahko identificirajo preko dogodkov, to se meni dogaja, kolikrat se meni zgodi, da mi pridejo. Jaz imam bralsko klientelo, imam med 60 in 80 letom ženskega spola v glavnem, ne, in to mi prihajajo dnevno, mi pišejo, ne, bralke, ne, in rečejo, šla sem za vašimi stopinjami v Gruzijo, ne. Pa ni bilo nič smešno. Se rekel, ja, kaj se vam zdi, kaj je smešno, kaj vi mislite, da je smešno? Pa
prideva, potem sem rekel, ja, vi ste tako smešni, je vedno tisto, kar se zgodi drugemu, pa se smejete, ampak če bi se vam zgodilo, se ne bi smejali. No, in zdaj se je vam dogajalo, sam pač, če se dogaja, vam ni smešno. Pa tako. No, v glavnem, prek tega, prek humora, pol vidiš, ne? Aha, nenavadnost, bizarnost pogledov, nekaj, da razkriješ, da je še ena globina v rečeh, recimo, kot zdaj. Če jaz zdaj povem za tole akademsko razpravo, znanstveno razpravo in fact-checking v zvezi s korono. Ljudje se vsi udeležujejo neke velike, mega razprave o tem, kaj je zdaj s temi virusi. Od tega, a so, a niso, a je zarota, a so znanstvene, kaj je zdaj s tem, a se prenašajo kapljičasto, a je treba kihniti, ne, nič se ne ve, vse, če hočeš to brati, se izgubiš popolnoma. V resnici je pa tako, da pojmovanje sveta odbiramo glede na to, kako nas je mamica vzgajala pa vzrejala prvo leto življenja. Če nas je vzrejala kot še kar dosti dobra mati, to pomeni, da je bila na voljo za naše aktivne vzgibe, s katerimi smo kot dojenčki kazali, da hočemo mlekca pa tako naprej. Če je zdržala naše destruktivne napade, to pomeni, da smo tam grizali Jožko, pa je Jožka vseeno, ne glede na naše fantazme, nazaj prišla spet jedra, pa polna mleka, pa če je bil obraz matere še vedno nasmehljan, pa oči še vedno nasmehljane, kar se danes ne dogaja, ker mamice zdaj gledajo smartphone in imajo masko čez oči, žal to bo generacija paranojčarjev, dejansko zrasla zdaj, sadistov in tako naprej. Če je to v redu, potem gremo skozi neke faze in ta prva faza je paranoidna, če ta prag premagamo, gremo v drugo fazo, ki je schizoidna, to pomeni, da se bojiš bližine, da ne zaupaš realnemu tipu sveta. To so vsi veliki znanstveniki, vsi veliki umetniki, ki imajo svoje videnje in oziranje sveta, so schizoidni. In v schizoidnost spada tudi to, da delajo po 20 ur. Tudi moj oče je bil schizoidni, jaz sem tudi do neke mere imel talent za ta schizoidnost, čeprav sem se jo znebil. Potem je depresivnosti prag, to pomeni tisti, ki so bili deležni dovolj starševske ljubezni, da se ne bojijo čustv, ne bojijo bližine, ampak so starši na subtilen način nakazovali, kakšno vedenje pričakujejo od njih. To pomeni, da so bili, ko je otrok odraščal, pa je bil samoiniciativen, pa je hotela punčka imeti rumene copatke, zjutraj pa da bi jedla žemelco, je potem so starši pokazali, da ne odobravajo tega. In taki ljudje se naučijo depresivnostno ustrežljivi biti in skozi celo življenje lahko grejo tako, da zgubljajo svojo lastno substanco, se pravi tiste, kar so bili talentirani, za kar so gensko predisponirani in tako naprej, ampak postanejo neke prijazne ženske. Dobijate se schizoiden znanstvenik in ena depresivka, ki ga streže kot sužnja potem in sta oba zadovoljna. To so take kombinacije. In ta zadnja je pa normalna genitalna faza, v katero pridejo ljudje, ki imajo temeljno zaupanje. Temeljno zaupanje pomeni, da svet je v redu, da se nam nič hudega ne bo zgodilo. Da po dežju pride sonce, ne pa da po soncu pride dež. To je bistvena razlika. No, in zdaj vsi to nekaj govorimo, da gre za znanost. V resnici je tako, da paranoidni, tisti, ki smo na tem pragu ostali. Vemo, da gre za zaroto. Depresivnosti obožujemo nevidnega boga virusa in ga molimo in spoštujemo 10 zapovedi znanstvenikov, zato da se nam nič hudega zgodilo in bomo dolgo živeli na svetu. Schizoidni iščejo svoje razlage, pa brskajo, pa imajo neke svoje teorije in tako naprej. Oni, ki imajo pa temeljno zaupanje, kakršno sem jaz, pa vemo, da se nam ne more nič zgoditi. In ko jaz to povem, je to en popolnoma nov pogled na kompletno, kompleksno, globalno diskusijo o tem, zakaj gre za virus. To je taka univerzalna spekulativna teorija. Ja, moja je pa podbazalna, čist nekje tam podpodna. Sej to je untergrunterstvo. No, ampak to dam za primer, kaj je lahko, na kakšen način je treba pisati stvari, ki imajo stik z realnostjo, zato da bo zanimiv za ljudi. Moraš biti ADHD, moraš imeti, se pravi, moraš se miselno sprehajati med raznimi koncepti, možnostmi in tako naprej. Isto, kot dela otrok, ki bega, ki mu dajo pol Ritalin, zaradi tega, ker se ni mogel umiriti. Ker oni imajo samo njegovo begavost spraviti v glavo, da potem uporablja, ker se veste, kreativnost je povezovanje poprej nepovezanih konceptov. Če nimaš te begavosti, če ne znaš sanjati,
potem nimaš kaj, kar se tiče znanosti ali pa umetnosti dela. Tako, no in potem je šlo pa je pa bilo zelo simpel. Dnevniki, to sem lahko pisal, ker so realni, čeprav so seveda v glavnem moji, zasebni. Potopisi, zaradi tega, ker na potovanjih se dogajajo tiste neprijetnosti, ki se bralcem zdijo zelo smešne. Pa tudi neki drugi impulzi so na potovanjih, ne? Drugo okolje, Absolutno. druga kultura. Izprežeš, ja, gledaš, ne. Bolj imaš popolnoma prav, druga kultura, pa ne gre zdaj za to, da boš opisoval to drugo kulturo, ampak so neki mali kulturni šoki vsak dan se dogajajo. Tako da to je zelo, recimo prideš v Gruzijo, pa vidiš, da je glavna blagajničarka v restavraciji, da ima abak, da krugelice, ne, pa da z njimi računa, pa tako, to je super. Pa vidiš pa seveda istost, ne, vidiš, kako smo človeško blizu, takoj, če si tak, če imaš temeljno zaupanje. Jaz sem šel skozi te faze vse, da se razumemo, vsi imamo rudimente teh faz, ker vsi smo šli skozi te faze, to so faze odraščanja, bi rekel, drugačne, ne freudovske, ampak freudistične. In vsi smo šli v to in jaz sem bil do 30. leta schizoiden, 35. schizoid, ki je prikrival to z neko norčevsko kapico. Jaz sem imel smisel humor, pa to, ampak sem skrival v gonskem smislu, pa da bi jaz žensko pogledal v oči, ni pa šlo upoštev, ne, ker to je pa strah pred bližino, ne, da si šel stran. Po drugi strani pa sem čutil nevidno roko, ki me je silila, da bi nežen poljub dal vsaki sobesednici, ki sem jih kdaj srečal, ne. Potem sem srečal drugo ženo, se zaljubil nesmrtno, se znebil schizoidnosti, me je ona zrihtala eksistencialno, veliko boljš kot mi kjerkoli psihoanalitik, ampak je bilo treba leto pa pol, sem šel skozi depresivno fazo, to pomeni, depresivci, ker se tako bojimo izgube bližine, se preveč oklenemo, ne damo dihati, lahko z rožami, ampak ne daš dihati, ne. In tako. Pa sem postal pa normalen. In zdaj v svoji normalnosti seveda imam še en kup napak, ne, še. Ni dolgo tega, pred 3 meseci sem našel eno tako, ker nisem hotel pustiti, da bi sin, to je iz novega potopisa, smo se zmenili, ne, da bo on vozil, ne, pa ko se je približala Anglija, pa vožnja po levi, sem rekel, ne, tam bom pa jaz vozil. In iz tega je prišlo pa, to je neko nezaupanje njemu, zakaj jaz na pol ne vidim, sem slep, in zdaj bom pa jaz vozil, pa ne sme, ne. Ni bilo prav, potem sem pa razmislil, ponavadi sem zelo dober v tem, ne, pa sem gotovo, da je moja življenjska največja funkcija, ki me navdaja z največjo radostjo, je, da sem koristen. Zato svetujem ljudem v stiski, solim glavo, pamet ljudem, ki jim ne bi bilo treba in tako naprej. In v ta korist, zdaj pa, ko si star 70, jaz sem zdaj 70, ne. Čeprav po 70 rojstnem dnevu sem postal mlad 78-letnik, medtem ko prej sem bil dokaj stariko 60-letnik. Vse je relativno. Ampak kot 70-letnik veš, da se ti oži nabor reči, v katerih si lahko koristen. Ne? Počasi se bliža čas, ko boš mogel iti v gozd po butarco. Butarce zvijati skupaj, in dokler boš to delal, je še verjel. Pa v jamico, pa da ti kamne gor dajo, ne. In očitno je bilo to zelo močen moje, ker sem jaz vedno šofer, uradni šofer, designirani šofer sem nenehno bil svoje družine, ne. Sem začutil, da mi je zdajle gre polovica srca s tem, da ne bom več vozil. In recimo, to je fajn, če imaš tako, kako bi rekel, autoreflektivno sposobnost, da opaziš take kikse. Pa sem mu prepustil in je bilo super. Se malo posvetila tem fotoromanom. Ja. Že prvi je bil velik hit, to je bilo Strogo zaupno po irskem. Šel je v 90-ih, če se ne motim, ne? 95 smo potovali, 96 je pa išel. Ni bil klasičen potopis, torej bil je potopis, v katerem je v ospredju razmišljujoč avtor, ki esejizira, literizira, ukvarja se z nekimi navidez banalnimi stvarmi za pot. Ja. Malo mora biti samo posmeha, ja. Če nimaš te... Avtoironije je precej. Ja. In to je uspelo pri bralcih, ne? Stvar je bila ponatisnjena. Ja, je uspelo pri bralcih, medtem ko knjižničarke so pa pisale ogorčena pisma. Ko so zbrali to knjigo knjižničarke, slavistke, ko so to knjigo, a boš obrnil tam na slavistko, da se bo videlo, o kom govorim, ko so me zbrali za neko Cankarjevo priznanje, to knjigo,
So dejansko je ena sekcija osnovnošolskih učiteljic ali srednjošolskih, ne vem kaj, napisala, to mi je pravil funkcionar znotraj slavističnega društva, so napisali tak ugovor, da to ne, da je ta knjiga, da jaz uporabljam preveč učene besede, pa da sem pa hkrati pa vulgarizme, pa da se tam pišemo o homeroidih, da ne vem niti, da se reče hemoroidi, homeroidi, čeprav sem jaz to čisto pesniško uporabljal, ne, človek se rad dela norca sami sebe. No, tako da, ampak sej imam z slavistkami, imam tako že dolgoletno, ko se reče, kako ambivalentno razmerje, ne, zaradi tega, ker mi popravljajo tekste in si želijo, da ne bi pisal ampak da pišem toda, ali pa da ne pisal, da ne bi pisal odkot narazen, ne skupaj, ampak da moram pisati narazen. To je zato, ker je to prva možnost v elektronskem urejevalniku besedil, kjer ti pač tam servirajo to. No, to je bilo super, to je zame bilo tako. Sem šel na to potovanje, z ženo sva šla, otrok še ni bilo, naslednje leto so se rodili, šla sva šatori, dogodivščina zame sploh, ker sem bil tak schiziden, prej se nisem nič, ko sem začel laufati, nisem šel v gost laufati. Pri 35 letih, ne, pa pri 40 letih, pa nisem po Rožniku tekel, ampak sem tekel po nekim stadionu, pa tako, da nauke še ne vem, pes pa šel, kaj. No, pa sem se pa zrihtal. No, glavno je bilo super in ko sem prišel nazaj, sem pa videl, da imam ene velike izgube finančne s tem potovanjem, pa takrat sem pa že začel pisati neke kolumne za Lorencija v Delu in sem rekel, bom pa ti par nadaljevanj tega napisal. Sem napisal nadaljevanja, ene 6 je bilo in že po 3., 4. nadaljevanju je znoril moj prijatelj Samo Kuščar, ki je še zdaj od Pasadene lastnik in ravnatelj. Mislim, da je sicer znoril zaradi tega, ker sem jaz nekoč eno knjigo, ki je Pasadena izdala, kritično oceno in ko je on rekel, da tega ne bo objavil, sem rekel, v redu, sam pa plači, ne. In on mislim, da je plačal, ampak mu je neka iver mu je ostala tako tlele nekje v grlu, ne. In ko sem jaz to objavil, je on napisal pismo ogorčeno, kako se je delo postavilo tabloid, kako se je spustilo nivo vulgarizacije je totalen in najboljši zgled je pa Gradišnik, katerega slaboumnosti so. Pa to se skozi ponavlja, zdaj me je en Marek Sestnik, kako en me je napičil, tako da na radiju me je eno uničujočo. Kritika, ja. Tako kritiko, pa to ostane za cel življenje ljudje preprosto, ker vse smo vedeli, Gradišnik je kreten. No, in sem se uprl takrat, odpisal nazaj, odgovoril in rekel, da za nalašč bom napisal prav knjigo iz tega, iz tistih rudimentarnih prvih vtisov, ki sem jih tam objavil. In to sem za nalašč, zato da dokažem, da ni res, da je treba vse biti samo vukčina, kako se reče, razumeš, vse neka tmurina, ne? Da ni res, da bi bilo treba tako. Da lahko, da več samomorov naredijo je med pesniki slovenskimi, kot pa med pregovnimi delavci. Ne mi zajebavati pregovnih delavcev. V tem stilu sem nekako pisal in sem pol to napisal. In pol pa super, pa se pa izkazalo, da so mnogi ljudje taki zelo prijetni, tudi kulturniki me trepljali po hrbtu, pa govorili, straniščni splakovalnik. Ja. Pravzaprav je v teh tvojih tako imenovanih fotoromanih vsega, od teh banalnih stvari, analiz stranišča, do poezije, do analize nekih kulturnih značilnosti, dežele, v kateri potuješ. Skratka, humorja, različni bralci pač najdejo različne plati tega, ne vem, kakšen bolj zahteven bralec se bo posvetil poeziji, pa kakšnim premislekom. Ja, poezija me je zdaj vrgla v zadnjih, od Gruzije naprej, ne, tam sem padel noter in to je očitno imam eno od teh mojih krogovičij je namenjeno prevajanju zahtevne poezije z strogim metromom pa rimom. To se mi je začelo 2004. leta, ko sem moral Carola prevesti nekega, ki ima noter eno enigmo in tisto enigmo ne moreš razrešiti, ker še nihče ni pogruntil odgovora na njegovo uganko, ki je v tej pesnitvi. In sem moral prevesti tako, da sem ohranil čisto vse pomenske elemente, pa vse
pa ta prave rime, pa ta prava imena, naprava, ja, to je bilo blazno delno. In to mi je neverjetno vesele delati. In zdaj vem, ker sem ženi moja hči je za advent nabavila, ne vem, koliko je v adventu tistih daril, 26 dni, koliko je to, 22 dni. In je nabavila 22 darilc materi, se pravi Bernardi, moji ženi. In na darilca jih je zavila, pa sva razrezala prevod Narcis od Wordswortha, ki ga noben ne pozna v slovenščini, ker sem ga jaz prevedel doma, sam doma. In so iztrigla, da je samo po en vers bil gor dan in pogoj je bil zdaj, da Bernarda najde celo pesem od prvega verza do zadnjega, drugače ni mogla odpirati teh daril. In to je imela tako veselje, 2 dni je to delala, ne. Tak veselje je, tudi sem videl, kako je res, da smo evolucijsko naštimani na to, da odkrivamo, da nas naši možgani dopaminsko nagradijo z srečnostjo v trenutku, ko nekaj najdemo, zato ko smo bili poberkovalci, ne. 6 milijonov let smo bili od tistih vojnih črvov, a veš, naprej, pa še prej smo bili in smo najdeli rdečo jagodo in smo bili veseli, ne. In to je ona delala, ona je našla cel škapulir teh rdečih jagod s tem, ne. Rekla je, da tacga užitka še ne. Sem prav razmišljal, da bi začeli, da bi eno trgovino imeli zdaj po pošti, kjer bi ljudem preprečili, da bi lahko odprli, razen če bi razrešili, uredili tele rime pa tako naprej. No, glavno, to je velik užitek in to delam v zadnjem času, prej pa nisem, prej sem imel pa recimo zelo rad stranišča. In ravno zdaj imam knjigo, mislim, da je vaša založba, jo ima tudi med projekti, čeprav ne vem, jaz se boste odločili. Tudi na velikem kupu lahko pisal. Cela knjiga je o straniščih, ne. In to niso taka žižkovska, filozofska razglabljanja, ne, vsaj zelo majhni meri. Po nemškem in francoskem stranišču. Ampak, ja. Njegovi čeprav je tudi to noter, ja, noter je nekak ne več, čeprav jaz imam tam z ameriškim straniščem primerjam. In je super, ne, pač to je tak pomemben del našega življenja, ali pa prehrana, ali pa tako, tega živimo, zdaj bomo pa brali, bomo pa sam religijo. Brali bomo pa sam, kaj je Jezus rekel. Poleg tega je Jezus zelo blizu bil straniščem, ne. Če berete tam, da rečete, to je moja kri, ki jo pijete, pa moje meso, ki ga jeste, tle smo blizu, to ni transubstanciacija, to so si izmislili šele v 11. stoletju, transubstanciacijo, da so pojasnili, zakaj je imel Jezus tako grozno nagnjenje, da je o telesnosti, da se je izražal s figurami telesnosti. S figuraliko telesnosti. Pa je šlo pa, jaz sem imel strašno srečo, ker težko je najti založbo ali pa sploh urednika, ki bi v našem sistemu subvencij, ki je utečen, kjer so korita dobro znana, pipce odprte in tako naprej, ki bi prenašal tveganje, da vzame nepredvidljivega avtorja. In jaz sem nepredvidljiv avtor. Jaz sem star 70 let. Moja generacija je v glavnem obmoknila. Po večini. Ne piše več. Zakaj ne? Zato, ker so črpali iz fantazije in se jim je fantazija izčrpala, so se začeli ponavljati, ne. Jaz, ki uporabljam imaginacijo, se pravi ta nenavaden pogled na realnost, imam še to prednost in sem lani izdal 4 knjige, ki jih je deloma Kovic, sicer Kovicko močvirje jih je pogoltnilo, no, ne, upam, da bo tamle potem snemalec pokazal kaj od tega. In je jako ugodno, ne. In je jako ugodno to, da sem tako živ. Je pa neprijetno za urednike, recimo tudi ta pogovor, jaz občudujem svojega prijatelja Nina Fliserja, da to zdrži, on mi lepo nekaj vpraša, jaz pa zbezlam, ne. Ampak to me dela živega. To me dela živega in to dela tudi ta pogovor živ. In če bo kakšen gledalec, vam kar povem, ni treba, da bi vam jaz zdaj kaj pamet solil glede svojih potopisov. Vi vidite zdaj, imate priložnost videti živega človeka in reče, aha, takle je ta Gradišnik. No, bom pa res kaj prebrala od njega, kaj pa tak. Nič ne treba govoriti o potopisih. In tu je vabilo gledalcem, gledalkam, da vzamejo kakšno knjigo Branka Gradišnika v roke, ker je tam res on in humoren, in elokventen, in pronicljiv, in dober opazovalec vseh stvari v teh svojih potoromanih.
Ampak še eno vprašanje ti zastavim glede teh fotoromanov. Kljub vsemu temu naštetemu, kar sem zdaj omenil, ne, si bil soočen s kakšnim presenečenjem na teh popotovanjih, kaj te res presunilo, presenetilo, kar ti ni bilo znano, pa si na teh potovanjih. To ti veš, ko si bral te stvari, jaz sem že pisal. Jaz vem, ampak... Jaz imam mehne možgane in brišem vse, kar je nepotrebno. To večinoma ne vem niti naslovov več knjig, ki sem jih napisal. Tako da, če mi boš obudil, enkrat sem padel v en prepad, mogoče s to mislil. Nič mi se mislil. Sem se ujel, ne. Ne, no, tako pač, zame so to vse bolj oddihi, ne. Ideje dobivam tako skozi, ne. In doma biti je lažje potem za ideje, ker jaz idejo dobim na sprehodu s psi, prijem domov, pa si lažje natipkam, pa ostane, ne. Medtem ko na poti, a veš, rečeš tam, Ana, to je hčine, napiši nujno, da... To so take čudne ideje, vsak dan jih imam. V glavnem jih prepuščam pozabi. Ampak te prihajajo v glavnem iz stika z realnostjo. Tako da... Zdaj se ne morem nobene spomniti. To so taki paradoksi življenjski. Ne vem, najhuje je bila Amerika. Pač Ameriko si preberite, če hočete videti. To je zadnja knjiga, Mi mlajši logarji, potovanje po jugozahodu Združenih držav Amerike. Knjigo je ilustriral odlično Ciril Horjak. To knjigam daje še neko dodatno vrednost. Ciril Horjak je tudi dober bralec in cel kup stvari v ilustraciji izriše. Ja, tam je sploh, ker je Amerika tako striparska dežela, je v obliki stripa ene stvari naredil in jaz sem zelo hvaležen. Je pa mogoče največji paradoks mojega življenja to, da sem pri 18 navijal proti Sovjetski zvezi in za Ameriko. Mogoče je to največji paradoks, da sem nekoč, ki je imelo Društvo slovenskih pisateljev, lahko vam še to povem. Društvo slovenskih pisateljev je imelo tam nekje 85. leta sestank članov komunistov. In ker je bil ta sestanek odprt, sem jaz kot antikomunist, ki sem bil takrat imel tudi eno sodbo za sabo, šel pogledat, kdo so. In tam so bili vsi ti, ki so zdaj veliki borci za samostojnost. Tam so Niko Grafenauer, pa mislim, da je tudi Jože Snoj, s katerim se sicer odlično smo se vedno razumela, pa tako. En kup ljudi je bilo tam, ki nisem pričakoval, da so v partiji. Mogoče pa niso bili, mogoče smo bili sami vohuni. Ampak vsi, ki so govorili, šlo je pa mogoče za kakšna skupna jedra, nekaj je šlo narobe in ta sta bila Ribičič pa Popit, ki sta se pogovarjala s to druščino in vsi so šli gor in vsak je povedal, koliko je za socializem pa za komunizem, pa je pa imel rahlo fusnoto neki v zvezi s skupnimi jedri, da ne bi bilo noter srpska ustanka, nekaj takega. In potem sem jaz na koncu, ko je bilo že konc debate, sem jaz dvignil roke, Ribičič opazil, kaj bi pa vi želeli še. Jaz sem rekel, jaz nisem član vaše zveze, ne, ampak da bo pač zadeva malo demokratična, poslušal sem, kako vsi pravijo, da so za komunizem pa za socializem, no jaz pa pravim, da nisem za komunizem in da tudi nisem za socializem, ampak da sem za kapitalizem. In potem je en tak trenutek, ko se je slišal, v celi sobi se je slišala sapa, ko se je zajel. Nekako tako, to je bilo edino takrat smo rekli, da je Tito umrl, da je podobno 10 let prednje res umrl. Se je izkazalo, da imamo prav. Jaz sem pogledal naokoli in sem videl, da ti ljudje čakajo na mik od Popita, a ne planejo name, pa me zbijajo po tleh, pa me zvežejo, ali ne vem, nekaj takega, no. Tako občutek. In potem pač po tem premolku 2 sekund sem rekel, seveda za kapitalizem s človeškim obrazom. In potem so se pa vsi z Popitom uredili. Popit mogoče ne, ampak Ribičič je rekel, jaz pa popolnoma razumem, kaj je hotel tovariš Gradišnik povedati. To je njegov ugovor proti zbirokratizirani papirščini, proti tem dnevnim krilaticam in tako naprej. Hermeneutika ideologije, skratka. Ja, no. Ampak to hočem reči,
tak sem bil in da jaz sem Everija Brandiča sovražil, ki je bil predsednik MOK-a, ki ni dovoljeval, da bi profesionalci noter bili. Zdaj bi mu noge poljubil iz spoštovanja, kakšen šok bi pa je bil Američan. In kar sem videl v Ameriki, pač jaz sem potrdil tisto, kar gledam v Judge Judy, če to gledate, ali pa v The Homicide Hunter, ne. Oni imajo pekel in v tem peklu jim ne ostane nič drugega, kot da se slepijo, da so nebesa. Drugače pa to popoln pekel. Tu bomo nekako zaokrožili najin pogovor. S čimer nočem reči, da je v Slovenski zvezi mogoče, oziroma v Rusiji zdaj bistveno boljše, ampak saj nimajo tega preseravanja. Ja. Te samo iluzije, da si na vrh sveta, pa da bo z drugim z šako in s kapo delil. Branko Gradišnik, pronicljiv mislec, ki brez dlake na jeziku in na pisalu opisuje vse te stvari, svojih razmišljanjih, svojih potopisih, esejističnih knjigah. Vabljeni k branju njegovih knjig, če želite pogledati stvari na skozi neka nekonvencionalna očala, in prav gotovo bodo te knjige dobri nastavki za razmislek v tem sodobnem svetu. Branko, hvala ti za tale pogovor. Ni zakaj vedno, jaz sem po srcu sem Štajerc, vse to veste. Zahvaljujem se pa tudi Mariborski knjižnici Po genih tudi. za gostoljubje. Hvala. Sam tako čudno govorim, tako vedno po koroško začnem govoriti. Te bomo vpisali v tečaj štajerščine. Mariborščina mi nekako to mi ne leže.